Slovenija vidi rešitev za nakopičene odpadke v sežigalnicah, cilj Evropske unije pa so zmanjševanje količin odpadkov, njihova ponovna uporaba in recikliranje. Poglejmo, kje vse še končajo preostali odpadki. Med vsemi odpadki, ki smo jih lani iz Slovenije izvozili iz območja Evropske unije, je bilo največ odpadne plastike. Potem, ko je Kitajska, ki je dolga leta veljala za svetovno odlagališče odpadkov, svoje meje zanje zaprla, se je izvoz v Azijo zmanjšal, vendar ne popolnoma ustavil. S cariniki v koprskem pristanišču odpremo nekaj naključnih ladijskih kontejnerjev. Ugotovljeno je bilo, da izvažajo se polistirenski odpadki, sicer ostanki televizijskih ekranov, odhaja pa v Malezijo, kamor je to dovoljen iznos, zaenkrat. To gre konkretno Hongkong. Zdaj na Kitajsko in skozi stranska vrata Kitajske Hongkong plastika ne hodi več, je večinoma kovine. Odpadki, ki izstopajo iz Luke Koper, se v veliki meri izvažajo na Daljni vzhod, v Azijo, nekaj pa tudi v Južno Ameriko, Severno Afriko in v letošnjem letu beležimo porast izvoza izstopa kovinskih odpadkov v Turčijo. V lanskem letu je izstopilo preko Luke Koper po morju skoraj 100 tisoč ton, 99 tisoč ton odpadkov. Bilo je skoraj več kot polovica je bilo plastike. V letošnjem letu je pa že do zdaj izstopilo skoraj 160 tisoč ton odpadkov. Kovine v Aziji pretopijo, plastiko sežgejo, včasih jo nekaj konča tudi v morju. Cariniki so lani odkrili 19 nezakonitih pošiljk z odpadki. Glede na število izvoznih deklaracij, kar 2/3 izvoženih odpadkov konča v Bosni in Hercegovini ter Srbiji, največkrat kot gorivo v cementarnah ali v drugi obliki toplotne obdelave. To pa je edina prava sežigalnica odpadkov v Sloveniji. Občina Celje jo je postavila za 20 milijonov evrov, pretežno evropskih, nekaj državnih in lastnih, čeprav bi za sežig komunalnih odpadkov morala po zakonu poskrbeti država. Zakaj so se kar sami odločili za postavitev, pojasnjuje direktor. Ja, to je bolj lokalnega značaja. Mi imamo, toplarna je pač nadgradnja regionalnega centra za ravnanje odpadki, tega smo priključili toplarno kot končno fazo predelave teh odpadkov in zato se je koncipirana na Savinjsko regijo. Toplarna je sposobna obdelati do 40 tisoč ton odpadkov letno, kar je dobrih 10% vseh preostankov komunalnih odpadkov, ki nastanejo v Sloveniji in se nato sežgejo v cementarnah, izvozijo v tujino na sežig ali zaradi višjih cen v tujini nalagajo v balah. Do sedaj je bil bolj to problem komercialen, ker je bilo pač izvoz odpadkov relativno cenejši in je, bi rekel, naša cena bila na začetku kar precej visoka. Danes je situacija taka, da je naša lastna cena bistveno pod tržnimi cenami. To pa je študija, ki jo je Ministrstvo za okolje naročilo pri mariborski strojni fakulteti. Izmed 5 krajev, kjer bi lahko stale nove sežigalnice, Ljubljana, Maribor, Kočevje, Jesenice in Ptuj, kot najprimernejše glede na že pripravljene projekte in možno izrabo vseh učinkov izpostavlja Maribor, Ljubljano in Kočevje. Župani so se s predstavniki ministrstva že večkrat sestali. Na Jesenicah smo se pripravljeni o tem pogovarjati. In to je pa povezano tudi z investicijo. Vemo pa, da je megavat te moči oziroma toplote, ki jo proizvede ta objekt, stane približno 1 milijon evrov. In to so pa že številke, pa glede na to, da bi mogel biti to večji objekt, bi bil pa to za občino prav gotovo prevelik finančen zalogaj in si tega ne moremo privoščiti. Zato se vlada nagiba k podelitvi koncesij podjetjem. Do konca leta namerava podeliti do 20-letne državne koncesije za sežig podjetjem, ki bodo imela z občinami sklenjene pogodbe za prevzem in obdelavo odpadkov. Ker večina podjetij, ki se zanimajo za posel, ustreznih objektov še nima, jih bodo morala postaviti v roku 7 let. To pa so podjetja, ki imajo že danes dovoljenje za sosežig odpadkov, od Celjske toplarne, Leka do Salonita in Vipapa. V nizkem štartu pa so že v državnem Tešu, kjer bi v želji po postopnem opuščanju fosilnih goriv velenjskemu lignitu primešali do 6% više kakovostnega goriva iz predelanih odpadkov. Pravkar pridobivajo okoljevarstveno soglasje, sledi sprememba okoljevarstvenega dovoljenja. Okoljska slika se v tem primeru nikakor ne bi poslabšala, ampak pričakujemo po določenih mejnih vrednostih celo izboljšane. Da tisti dodatni polotanti, ki je neko pričakovanje ločitev, da se lahko pojavijo, da ni te bojazni, se tako kažejo vse študije in zato nadaljujemo pravzaprav s tem projektom in ga želimo zelo transparentno predstaviti vsej zainteresiranim deležnikom, lokalni skupnosti
To skrbi zrak in vse, kar bi od tam prišlo v zemljo. Prepričani so, da bodo ponovno le reševali državo in plačali davek finančnega načrta, ki ga kuje lastnik Teša, državni holding Slovenskih elektrarn. Finančni biznis se pravi CO2 kuponi, kateri, bi rekel, na SRF-ju odpadejo in tukaj je potem direktni finančni vpliv na, bi rekel, HSE-ov budžet. Šoštom tega ne bo imel nič. Čeprav nam se ne gre za denar, da se zastopne. Nam se gre predvsem zaradi tega, da bi mi dobili, bi rekel, to, kar imamo, kolikor to vzdržno okolje, da proizvajamo energijo po pogojih, ki jih imamo, ne pa zdaj, da bomo mi kurili v nedogled še neke smeti, ki zaupanje naše je zelo plitko. V preomenjeni študiji, ki jo je naročilo ministrstvo, so avtorji izrazili dvom, da bi lahko Teš zagotovil letno 160 tisoč ton goriva višje kakovosti, saj bi takšno kakovost težko pridobil iz mešanih komunalnih odpadkov, ki bi jih zagotavljale občine oziroma njihovi koncesionarji. Medtem ko se v Sloveniji šele odločamo o postavitvi novih sežigalnic, prvo bi lahko postavili v nekaj letih, se Evropska unija vse bolj odmika od ideje sežiganja odpadkov. Pred 3 leti je Evropska komisija državam članicam svetovala, naj postopoma odpravijo javno podporo sežiganju odpadkov. Tudi direktiva, ki je sledila, spodbuja recikliranje in odreka finančno podporo sežigu in odlaganju. Sežig v evropskih dokumentih ni več opredeljen kot trajnostna dejavnost, saj škoduje okoljskim ciljem krožnega gospodarstva. Pereče je dejstvo, da obstajajo različne mejne vrednosti emisij za sežigalnice in sosežigalnice. Vrednosti določene v veljavni uredbi so precej nižje kot pa tiste v izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih podjetjem, ki upravljajo sosežig. Še dovoljene mejne vrednosti bi morali v Evropi še znižati. Filtri niso zadostna rešitev, je prepričan toksikolog iz ljubljanskega kliničnega centra. S filtri se da to zmanjšati, izpuste v zrak, vendar se to ne prepreči čistkati. Če bi bilo to, potem ljudje ne bi okoli teh sežigalnic pogosteje zbolevali, oziroma bi imeli čisti zrak, in so tudi onesnaževalci, oziroma ki imajo sosežigalnice, ne bi tako borili za višje mejne vrednosti. V peči Salonita je leta 2018 zagorelo 36 tisoč ton zemeljskega plina in petrol koksa in 105 tisoč ton odpadkov. To je kar 4-krat več, kot je v istem letu odpadkov sežgala Celjska toplarna. Če primerjamo izpuste obeh, vidimo, da so razlike precejšnje. Skozi dimnik v Celju je po podatkih Agencije za okolje tega leta šlo za slabe 3 kg svinca, kroma in bakra. V Anhovem je bilo teh 68 kg. Žveplov dioksid, Celje 363, Anhovo 8300 kg. Še večja pa je razlika pri ogljikovem monoksidu, ki ga je celjska sežigalnica emitirala 1300 kg, Salonit Anhovo pa več kot 993 tisoč, torej skoraj 800-krat več. Snovine izpuhtijo neznano kam, opozarja strokovnjakinja z Inštituta za javno zdravje. Ampak to so snovi, ki prehajajo tudi na zemljino, tudi na posamezna živila, recimo solato se usede prah, potem v prehranjevalno verigo in tudi v pitno in odpadno vodo, kar je za zdravje izrednega pomena, ker mi to zaužijemo. Tako da, če gledamo pot prenosa, je nekaj skozi dihala, kar vdihnemo, drugo tudi dermalno imajo določene snovi sposobnost in seveda preko zaužitja. Tako da nadzor nad emisijami, kakšna je koncentracija, se sprošča v okolje, menim, da je to bistvenega pomena. Za ustrezen nadzor nad emisijami je ključno, da vemo, kaj sežigamo in kaj merimo, pa tudi kako. So pomembna le dnevna povprečja ali vsako preseganje mejnih vrednosti. O 10-letnih izkušnjah v boju z Lafargeovo cementarno, ki je tudi sosežigala odpadke v Trbovljah, pripoveduje Erika Oblak. Naučili smo se tega, kako v bistvu se postavljajo mejne vrednosti emisij, ki so politični dogovori, nikakor ne gre tukaj za sodelovanje stroke, še posebej pa ne zdravstvene stroke. Onesnaževalec sam naroči izvajalca meritev in ga tudi plača, kar seveda na široko odpira vprašanje, koliko so te meritve potem tudi resnično verodostojne. Mi smo ugotovili v nekem trenutku, da je Lafarge 5 let meril emisije z nekalibrano opremo, česar ni ugotovila niti inšpekcija, niti Agencija za okolje, ki so za to pravzaprav poklicani. Morale je ugotoviti neko lokalno okoljevarstveno društvo. In seveda v teh postopkih tudi kasneje, recimo, ko se je ugotovilo, da so bile nepravilnosti, nihče za to ni odgovarjal. Pa bo tokrat kaj drugače? Macer ali
Evropska unija k zmanjševanju odpadkov, mi k sežigalnicam ali gremo v pravo smer? Ne, absolutno gremo popolnoma napačno smer in če bomo to smer šli, bo to Slovenijo daleč največ stalo na okolju in na zdravju ljudi. Glejte, MOP je naročil študijo o možnostih sežiganja strojnih fakulteti. Na drugi strani pa ni naročil študije o možnostih preprečevanja odpadkov in ponovne uporabe. In še nekaj, odpadki so družben problem, ki ga ne morejo reševati strojniki. Strojniki rešujejo zadevo strojniško. To pa je družben problem, ki ga morajo druge inštitucije in drugi ljudje reševati. In seveda, dokler ni podatkov, ni načrta rešitve. In drugo, količine odpadkov so seveda prevelike. In mi moramo vse narediti, da jih zmanjšamo. In Evropska unija je 100% odgovornost naročila, finančno odgovornost naročila proizvajalcem. Hvala lepa, gospod Macer, gospod Klemenčič. Hvala lepa, gospod Klemenčič, ali gremo v pravo smer? Torej, na MOP-u pripravljamo sistemske rešitve na področju zakonodaje in podzakonskih aktov. In kakorkoli že zasledujemo tudi to, kar nalaga nam Evropa, kot prvo preprečevanje, ponovna uporaba, ampak kakorkoli na koncu določen procent odpadkov ostane. Tako da sistemski pristop je ključen, da bomo se zasledovali ciljem Evropske unije. Gospod Blažičen, stavek, še vas prosim. Potrebujemo odločno vlado, širša pooblastila inšpekcij, višje kazni, moderne rešitve, zato da ohranimo zeleno Slovenijo. Druge Slovenije razen te nimamo še v ničemu. Gospod Zupanc. Tehnologija sežiganja odpadkov je danes tako napredovala, da lahko dosegamo zgolj samo 10% dovoljenih izpustov ali še manj. Če se v Sloveniji odločimo za takšno tehnologijo kot prava, ampak brez energetske izrabe odpadkov na koncu ni zaključenega kroga. Gospod Bukovec. Upam, da bomo v najkrajšem času dokončali strokovno zelo zahtevno delo na ZVO2, ki je korak v pravo smer in s tem omogočil resetiranje tudi sistema ravnanja z odpadno embalažo. Najlepša hvala vsem za sodelovanje v naši oddaji. Hvala, gospod Macerl. To je bila oddaja Ekstravizor o odpadkih. Vabljeni tudi na našo spletno stran. Hvala, ker ste nas spremljali. Nasvidenje in srečno.